Novinarka Milica Prešeren si zasluži priznanje, pa tudi naše občudovanje, ker je znala povezati učenje in užitek. Na Slovenskem, kjer je šola od nekdaj zbujala neprijetne občutke, se je nekaj premaknilo. V glavah posameznikov so se vzpostavile do nedavna skoraj neverjetne povezave med učenjem in veseljem ter učenjem in užitkom, na primer. Ti novi pojmovni sklopi so se po zaslugi novinarke Milice Prešeren udomačili tudi v sami srčiki sredstev obveščanja na televiziji Slovenija. Milica Prešeren je prejemnica letošnjega priznanja ACS za posebne dosežke pri promociji vseživljenjskega učenja zaradi novega vetra, ki veje izredne mesečne oddaje Modro, katere urednica in voditeljica je. Vsak prvi petek v mesecu se pred gledalcem odvrti mozaik prispevkov na temo izobraževalnih možnosti za vse generacije, od predšolske do tiste v 3. življenjskem obdobju. Dobitnica priznanja si je želela ustvariti drugačno oddajo in hvaležna je vsem, ki so ji to omogočili oziroma ji pri tem pomagajo. Vsaka šola je lahko zanimiva in privlačna, če jo znamo prav predstaviti. Osnovni namen njenih oddaj je vzbuditi željo po učenju. Gledalca želi prepričati, da je učenje užitek in da je lahko tudi zabavno. Posebno pozornost namenja posredovanju znanj med generacijami. Ne le, da se učijo otroci od staršev, učiteljev in drugih odraslih, uče se tudi odrasli od otrok. Za naše okolje je posebej pomembno to, da oddaja gledalcem vseh starosti približuje delo izobraževalnih ustanov tako, da ruši predsodke in vse prepogosto prisoten strah pred njimi. Ekipa, ki oddajo pripravlja, je mlada in vsakdo se loteva tistih tem, ki so mu tudi osebno blizu. Najbolje namreč delamo, kadar izhajamo iz sebe. Milica kot avtorica prispevkov odpira vprašanja, ki zahtevajo veliko mero tankočutnosti in empatije. V oddaji dobijo besedo ljudje, na katere se tema nanaša, tako da gledalec pozna resnične okoliščine, v katerih učenje oziroma izobraževanje poteka. Z naslovom oddaje je skušala avtorica poudariti spoznanje, da je učenje dejavnost, ki nas spremlja vse življenje. V vseh okoliščinah, naj bodo še tako težavno, se skriva zrno modrosti, le prepoznati ga moramo in ga izluščiti.